Spoštovane državljanke in državljani, znašli smo se v položaju, ko smo zaradi pojava širitve koronavirusa še bolj odvisni eden od drugega. Zato si moramo pomagati. Najprej in najbolj si bomo pomagali tako, da bomo dosledno spoštovali navodila in priporočila pristojnih oblasti in služb. Vsi za to poklicani opravljajo zelo zahtevno delo po svojih najboljših močeh. V mojem in v našem skupnem imenu jim izrekam veliko hvaležnost. Naše posebno spoštovanje gre ljudem, ki zagotavljajo, da življenje v teh posebnih in spremenjenih okoliščinah poteka kolikor toliko normalno. Pomagali si bomo tako, da bomo skrbeli zase in skrbeli za drugega. Pomagali si bomo ne nazadnje tudi tako, da smo, kolikor je mogoče, človeško prijazni v vseh okoliščinah. To vrstne krize preizkušajo človeški značaj. Zdaj moramo vsak zase in vsi skupaj pokazati v nas najboljše in najbolj plemenite vrline. Pogum, srčnost in solidarnost. Veliko navodil nam pravi, da si ne segamo v roke, da se ne objemamo, da pazimo na medsebojno razdaljo in podobno. To je potrebno upoštevati. Vendar pa je ta moj nagovor danes namenjen temu, da na vse druge načine okrepimo občutek za skupno in skupnost. Z današnjo razglasitvijo epidemije se aktivirajo vse sile zaščite in reševanja. Vsi napori delovanja države in družbe se usmerijo v obvladovanje nastalih razmer. Nihče ne ve, koliko časa bomo mi in ves svet potrebovali za okrevanje. Tudi, ko bomo enkrat premagali neposredno nevarnost virusa samega, se bomo soočili z njegovimi posledicami. Ne le Slovenija, cel sodobni svet nima izkušenj s problemom, ki ima toliko neznank in take razsežnosti. Mnoge naše odzive bo treba premisliti povsem na novo. To bo terjalo od nas vse naše znanje, izkušnje, odločnost, modrost, predvsem pa medsebojno spoštovanje in razumevanje. Za naše vsakodnevno ravnanje pa bosta zlasti pomembna mirnost in razsodnost. Vprašajmo se torej, kaj lahko vsak od nas in vsi skupaj naredimo, da si pomagamo in premagamo težave. Odgovornost do sebe in občutek za skupnost sta zdaj torej odločilnega pomena. Kot vaš predsednik vas poznam dovolj, da iskreno pravim. Težko bo, morda bo celo zelo težko. A skupaj bomo uspeli. Srečno Slovenija. In sreča je na strani pogumnih.